Pol milijona ljudi iz Hrvaške in drugih držav se že ves dan zgrinja v Zagreb, kjer bo nocoj koncert kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona. Po navedbah pristojnih gre za največjo javno zbiranje te vrste in organizacijsko najzahtevnejši dogodek v zgodovini države. Zdaj pa v Zagrebu pozdravljam našo poročevalko Sašo Banjanac-Lubej. Saša, je Zagreb pripravljen na tako množičen obisk? Lep pozdrav iz Zagreba. Tukaj na hipodromu je vse pripravljeno za dolgo pričakovani koncert hrvaškega razvpitega zvezdnika Marka Perkovića Thompsona. Zgrinjajo se množice oboževalcev, tudi v Sloveniji je prišlo okoli 4000 njegovih oboževalcev. Seveda ne gre zgolj za glasbeni spektakel. Thompson je ikona hrvaške skrajne desnice. Najnovejša študija Filozofske fakultete Univerze na Reki je ugotovila, da v njegovih pesmih razpihuje nacionalno in versko sovraštvo. On sam to sicer zanika. Toda tudi Thompsonovi kritiki pravijo, da tisti, ki ga poslušajo, ne vedo pravzaprav, za kaj točno gre. Pri njegovi glasbi mladi, s katerimi smo se tukaj pogovarjali danes, so nam zatrdili, da gre izključno za ljubezen do domovine. Želijo biti na velikem dogodku in enostavno uživati v njegovi dobri glasbi. Zagreb je danes razdeljeno mesto. Vsi, ki so lahko zapustili hrvaško prestolnico, so to naredili. Nocoj je torej večer za Thompsonove oboževalce. Hvala lepa. No, še dobra ura in pol je do koncerta razvpitega hrvaškega pevca. Poglejmo, kaj je pred dogodkom posnela naša ekipa. Množice oboževalcev zvezdnika Marka Perkovića Thompsona iz vseh Hrvaške in drugih evropskih držav so se danes zgrinjale v Zagreb. Med njimi je veliko mladih. Kaj jim je všeč pri pevcu? Slušala sam ga od malena, slušaju mi ga roditelji. Ipak je to ljubav prema domovini prije svega. Obiskovalci so prireditev izkoristili za izkazovanje domoljubja. Poležavali so v senci, se hladili s pivom in peli Thompsonovi uspešnice. Te pa so sporne. Dok je u ranim danima sasvim otvoreno pjevao ustaške pjesme. U kasnim radovima jednostavno radio pjesme u kojima imate jasne reference na ustaške pjesme. Mi ne mrzimo nikoga, znači da se to razumijemo. Mi samo volimo da poštivamo ono što su naši radili godinama i što su naši stvorili. Opazimo obiskovalce z napisi, ki relativizirajo sicer prepovedani ustaški pozdrav. Svoj dom bi svako branio. Veliko ljudi je oblečenih v črno, ovitih v zastavo ali pa nosijo majice, ki slavijo hrvaške zmage v domovinski vojni. Imamo ovdje jedan traktor lijepi na kojem piše Krajina i tko se tenka lača, traktorom se vraća. Mislim da je to dovoljna poruka. Mega spektakl je kakopak tudi politični dogodek. Hrvaški premijer Andrej Plenković si je sinoči z otroki ogledal glasbeno vajo. Prihod na koncert pa sta potrdila predsednik Hrvaškega sabora Gordan Jandroković in obrambni minister Ivan Anušić. Thompson je po besedah organizatorjev dosegel svetovni rekord po številu prodanih vstopnic za posamičen koncert. V samo 24 urah so jih prodali več kot 281.770, v drugi izdaji pa še kakih 200.000. Največ na Hrvaškem, v Nemčiji nekaj več kot 20.000, v Avstriji 18.000 in v Sloveniji, kot smo slišali, dobrih 4.000. Pred njim je bil rekorder, italijanski glasbenik Vasco Rossi s koncertom v Modeni leta 2017. Skupina Bijelo dugme pa je leta 2005 prodala 220.000 vstopnic za koncert v Beogradu. Verjetno je tako množični prodaji vstopnic za današnji koncert prispevala tudi nizka cena vstopnic, najdražje so stale 50 evrov. To sicer ni najbolj množičen dogodek na Hrvaškem. Septembra leta 1994 je papež Janez Pavel II. Daroval mašo na hipodromu pred kakim milijonom vernikov.